Znotraj pihalnega orkestra občine Duplek ste se lotili zanimivega projekta in odhajate na 10-dnevno gostovanje na Portugalsko. Kako se je vse skupaj začelo in zakaj točno gre? Že na začetku tega leta smo dobili povabilo gledališča v Lizboni, največjega gledališča v bistvu na Portugalskem, na gostovanje za novo leto. Nekako smo skozi 6 mesecev usklajevali program in zakaj bi naj vse skupaj šlo. Nam se je zdaj vse skupaj izziv. Rekli smo nič, pa bomo probali tudi na enem takem nivoju oditi in poizkusiti vse skupaj. Na začetku smo govorili samo o enem nastopu, torej v Lizboni, na kar smo dobili potem rezervirane še nastope v Bragi, v Leiri, v Portu. Tako da v bistvu naša turneja zdaj zajema 4 nastope, od 4. pa tam do 7. januarja, torej nastopamo po 4 gledališčih, vsak dan v drugem mestu. Če primerjamo z roko turnejo, je to turneja orkestra. Kako bodo izgledali vaši koncerti na Portugalskem, na odru menda ne boste sami? Na odru nas bodo spremljali baletni plesalci. Koncert je po vzoru evropskih prestolnic, se pravi novoletni koncert za Straussovo glasbo, Mozartom in baletnimi plesalci. Kakšen program ste pa natančneje pripravili za gostovanje? Izbrali smo klasiko Dunajskega simfoničnega orkestra, se pravi Straussove polke, valčke. Igramo pa tudi malo nočno glasbo Mozarta in koncert za klarinet Mozarta. Glede na to, da niste profesionalni orkester, kdo so vaši člani? Naši člani so v glavnem mladi ljudje, dijaki konzervatorija za glasbo v Mariboru, študenti Akademije za glasbo z Akademije na Gradcu, starejši člani, ki so tukaj prisotni že 30 let ali več, nekaj pod takih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo in so tudi končali vsaj nižjo glasbeno šolo. Boste pred odhodom na Portugalsko nastopili že kje v Sloveniji? Tako vsako leto imamo tradicionalni božični koncert v domačem kraju, v Koreni, 25. decembra, prav na Božič, ob 18. uri v dvorani v Koreni. Letos smo pa rezervirali še en termin, tako da imamo pred odhodom še prav 30. torej 2 dni pred novim letom, koncert tudi v Volkmerjevem domu v Desterniku, tam to je petek, 30. prične pa se ob 19. uri. Nameravate vaš glasbeni repertoar kakorkoli trajno shraniti? Ja, 16. in 17. decembra bomo vse skupaj tudi posneli. Zahvaljujemo se lahko RTV Slovenija, ki nam je prišel na poti, tudi sami so prepoznali v tej glasbi neko dodano vrednost, ki jo lahko potem posnamemo. Posneli bomo v RTV centru Mariboru, tako na koncu bo vse skupaj ena kompilacija, torej Mozartovih in pa najlepših Straussovih uspešnic. Kje lahko interesenti dobijo več informacij o vas in kakšni so vaši načrti za v prihodnje? Tako kot se je začelo tole z Lizbono, prek spletne strani, popraševanje www.orkester-duplek.si, tam se najdejo vsi podatki o vsem, kar počnemo, seveda pa ker smo v koraku s časom, smo tudi na Facebooku.